Dobrodošli v Showcastu. Moje ime je Petra Kalan in vi spremljate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantne vsebine. Danes je v moji družbi pevka z markantnim nasmehom, je ženska brez filtra, je tudi nagrajenka Prešernovega sklada, igralka, sinhronizatorka, tudi mama in še marsikaj. Vsekakor pa je človek, ki se ga ne da kar tako popredalčkati. Mana je Nuška Drašček, lepo pozdravljena. Lepo pozdravljena. Verjetno sem pozabila še kar veliko. Kaj pa jaz vem. Delam se tisto, kar me zanima, no? Pa kar pride na pot, pa če vem, da se lahko lotim, pa da bom kakor to v redu naredila, če vem, da bom v redu naredila, pol se lotim. Drži pa to, da se ne pustiš popredalčkati, ne? Ja, mislim, ne vem, če gre toliko za vprašanje pustiti, tako pač je. Zdaj za začetek naj vsakega gosta prosim, če seboj prinese 3 osebne predmete, pa me zanima, kaj si ti danes prinesla. Ja, jaz sem prinesla kakšno presenečenje note, a ne? Tole je slučajno Cenerentola pepelka, ena boljših, lepših, zahtevnejših tehnično zelo v bistvu vlog, ki sem jih imela, ampak predstavlja pač en velik del mojega življenja, moje osebnosti. To je tako del mene, kot je hoja, dihanje, kakorkoli pač meni vedno neka glasba brenči po glavi in imam to srečo, da lahko to opravljam kot poklic, da lahko vsak dan praktično nekaj novega skreiram. To so res krasni momenti, ko v bistvu ali na korepeticijah, se pravi, ko se kaj novega učiš, ali pa s kolegi, ko imaš vajo, režijsko, ansambelsko, ali pa če je koncert, pa imaš vajo, ali pa sam nastop, koncert, predstava, to je nekaj čist posebnega, pač, ko ustvarjaš nekaj novega in je vsakič malo drugače, ker je vsakič publika malo drugačna in vsakič se malo drugače pustijo zapeljati. Tako da je to note kot malce širši pojem velikega dela mojega življenja. Potem imam kuhalnico. To sem slišala o slaščicah. Ja, tale je prav tista, ki jo uporabljam prav za slaščice, ker pač ni dobro, ne morem čebule mešati z eno pa pol iz isto tiramisu delati, recimo, ne bi bilo dobro. Tako da ta je prav taka, ki imam za slajše stvari. Zelo rada kuham, no. Če le uspem, če mi uspe, da sem prosta, da lahko, ne vem, spečem kruh, da lahko naredim kosilo, pa ponavadi pa naredim kakšne omake, pa to v malo večjih količinah, da se zmrzne, da imam za večkrat in tako, ker enostavno je pač tempo življenja taka, kar še nje. Če imam pa še malce več časa, pa še kaj rada spečem. No. To peka mi je pa zelo, tako da to imamo tudi z mamo precej skupno, tako da me ona polčasih malo draži, ker ima majčkeno več časa kot jaz. Pa dobim kakšne slikce, tudi od kakšnih sladic, ki jih imam jaz zelo rada, pa ne morem priti do njih. Tako da ja, to je tudi sprostitev, užitek, spet neka kreacija, ne? Spet neko ustvarjanje, spet nek outlet, bom rekla, kreativni ali pa tudi za samo, da glava gre po svoje. No. To pa prinesla sem še knjigo. Tole je John Esbo, Macbeth. Zopet bolj kot ne prezentativno za nek meni zelo ljub način preživljanja prostega časa, kolikor ga pač imam. Manj berem, kot bi si želela. Knjige so mi bile vedno od nekdaj pač en tak poseben način preživljanja prostega časa, vedno sem rada brala zelo različne stvari, ampak zadnja leta nekako se mi zdi, da zelo ali pa bolj posegam po kriminalkah, po kakšnih takih, ko ne bom zdaj rekla, da niso zahtevne, seveda so, ne, ampak je to nek drug žanr, to ni kot kakšna, bom rekla, ne vem, neka poglobljena psihologija ali pa karkoli takega, ampak nekako te odpelje v nek film, pa je to spet nek način sprostitve glave, ne, tako da zelo rada berem, no, zelo. John Esbo mi je eden ljubših avtorjev, na splošno imam zelo rada kriminalke, tudi kakšne zgodovinske romane ali pa kakšne take stvari, tako da se zelo rada lotim. No, je pa res, da največkrat v dopustniških dneh, takrat mi uspe kaj več prebrati. No, tako da letos sva s Tamalim spakirala za na morje največ knjig, se pravi, največji del prtljage so bile knjige, pa pol kopalke pa brisača, to je to. Nujne so knjige. Nujne so knjige, absolutno. Zdaj, koliko pa bereš o teh svojih junakinjah, ne, ki jih v operi uprizarjaš, o junakih tudi kdaj, se poglobiš, ne, brala sem, veliko daš na to, da poznaš zgodbo, ozadje, da se poistovetiš. Ja, dosti pomembno mi je v bistvu, da razumem najprej delo kot tako širše, se pravi, kdaj je bilo napisano, zakaj je bilo napisano, je bila takrat kakšna posebna družbena situacija, v kateri so te izjemni ustvarjalci pač ustvarjali te svoje umetnine, ki jih še danes prebijamo in so še danes aktualne.
Tako da najprej si to pogledam, potem grem pa v zgodbo. Ne. Zdaj, prva stvar je seveda libreto, se pravi tekst, ki je noter. In ga je treba nekako razumeti, ne samo v smislu prevoda, ampak jaz zelo rada grem v to, da razumem vsako besedo, ker vsak jezik ima neko svojo nianso, neko svojo simboliko. In je pomembno, da jo razumeš, da veš, zakaj je pa točno ta beseda na točno tem mestu, ker libretisti in skladatelji so zelo tesno sodelovali. Ne. Se pravi, vedno je zelo je dobro iskati te momente, ker je ena določena beseda, ki lahko deluje čisto nedolžno, podprta s kakšno tako harmonijo, da ti da mal, čakaj, zakaj pa to? Zakaj pa to tle? Kaj pa je tle hod? Kje pa se tle skriva budica? Ne? Tako da ja, libreto definitivno in to v celoti, ne samo svoj del seveda. Potem me pa zanima lik kot tak. Ne? Zdaj seveda recimo Pepelka konkretno jo poznamo vsi iz pravljic, sicer so različne verzije, ampak se jo da nekje iz tle razbrati. Potem jo moraš pa nujno pogledati iz stališča glasbenega tkiva, ki jo obdaja. Ne? Zakaj ima ona vedno neke take bolj mirne pasaže, a je to tudi nakazovanje karakterja njenega in tako naprej. Ne? Tako da to je en tak zelo lep proces. No? Užitkarski, vsaj zame. Ko pride do tega procesa, si zelo resna. Ne? Stvari jemlješ zelo perfekcionistično. Vsaj tako sem prebirala v intervjujih, da tukaj si pa res dosledna, da se moraš daj kar malo ustaviti in si dati pauzo. Pri petju zelo, ja. Kakšna druga stvar, tudi kdaj kaj spustim, a ne? Ampak pri petju sem pa zelo zahtevna do sebe. Veliko zahtevam, veliko vprašanj imam, veliko stvari me zanima. Tako da ja, tukaj pa kar zapnem. No. Ko kaj ne gre po načrtu, si zelo kritična do sebe, si tako? Ja, zelo. Tako da se moram, to je nekaj, kar bi se mogla še učiti, vprašanje, če se bom kdaj. Ampak vseeno mislim, da za neko ustvarjalnost, za nek nivo, ki si ga jaz želim dosegati in vzdrževati, je kar potrebno, da nisi kar na prvo žogo zadovoljen. No. Tako da to je v bistvu vse življenjska specializacija, ker ti glas se spreminja, ker je tudi precej odvisen od telesa, od tega, kaj se ti dogaja v življenju. To ne moreš skriti, to je izrazno sredstvo, to je barva. Ne, tako ko se utrujenosti ne da skriti na obrazu. Ne. No, imamo kakšne pripomočke. Imamo, ampak pri glasu jih pa ni. Ne. Tam pa se kar hitro potem razbere. Ne. In sem zelo precizna. Zelo si želim maksimalno dobro izvesti zadeve, tudi tehnično pravilno in predvsem z mislijo za naprej. Ne. Ni zdaj tako, da se ti v eno vlogo vržeš na glavo in potem, ker si moram razmišljati za naprej, si želim še kar nekaj časa ustvarjati in peti. Tako da moraš biti do svojega glasu prijazen. Ne. Je pa veliko kondicije potrebne, ne? Za take nastope. Ja. Kako pa skrbiš za to? Zdaj, opera je specifika. Ne? Opera zahteva fizično, psihično pripravljenost, to ni počitka. Jaz maksimalno, mogoče, da sem lansko poletje si po ne vem kolikih letih prvošla, da sem bila več kot en teden tiho. Se pravi, da nisem vadila. Ni to neka moja obsesija, to je pač ali pa mogoče, mislim, za vsakega pevca je seveda različno, ampak jaz mislim, da zato, da ti vzdržuješ neko ustrezno glasovno, vokalno kondicijo, je treba vaditi. Je treba vsak dan vsaj kakšno upevalno, tehnično vajo narediti, zato da se ta kondicija skozi vzdržuje. Sicer pa, kar se pa siceršnjega vzdrževanja tiče, se mi zdi dokaj nezahtevna. Rabim predvsem veliko spanca, tako da včasih tudi popoldne ukradem kakšne pol urce ali pa uro, kakor mi pač uspe, ker to je najboljša regeneracija. Ne? Pa da sem dosledna, kar se tiče upevanja, torej za vsako stvar. Ali je ena skladba, se pravi tudi, če govorimo o neklasičnih koncertih, jaz se vedno upevam klasično, ker je to zame najboljši način, da se ta mašinerija ogreje ustrezno, tako da se vedno upojem klasično, potem pa grem pač izvesti tisto, kar imam za izvesti. Zdaj predstave, ko so, je pa seveda še toliko bolj poglobljen proces. Ne. Tako da to, pri drugih stvarih pa niti ne maram glasnih prostorov, ampak to jih v nobenem primeru ne bi. Ne maram se dreti, kar spet tudi sicer ne bi. Hladna pijača samo, če je pivo. Drugače imam pa rajš na sobni temperaturi stvari. No, sicer pa se mi zdi, da poskušam čim manj komplicirati. Ker se mi zdi, da takoj, ko si razviješ eno posebno občutljivost, ali pa da si na neko stvar posebej, recimo ali klime ali kakorkoli takega, to imaš pol lahko vedno težave. Saj jaz tako razmišljam. No. Tako da se trudim čim bolj normalno z zavedanjem, kaj me še čaka in
Kot bi včasih človek tudi kakšen večer malo podaljšal, pa bi se imel lepo, ampak veš, da moraš iti do določene ure spat, ker imaš drug dan ali pa naslednji teden toliko bolj napet tempo. Ne. Pa se ti je kdaj zgodilo, da si ostala brez glasu v kakšnih pomembnih trenutkih? Obstaja kakšen hiter Bom rekla, enkrat načrt, kako samkrat. ga povrni? Ne, na hiter ne gre nič. Tako bom rekla, zdaj, če je to nek prehlad ali pa neki tehnično gledano, grem jaz lahko čez to. Ne, ker zdaj, če je recimo to nekaj, govorimo o žrelu ali pa zgornji del tega vokalnega trakta, načeloma se da s pravilno tehniko, mečkaj bolj moraš razmišljati, pa malo bolj moraš popaziti, ampak se da. Se mi je pa enkrat zgodilo, mislim, da 2015 ali pa 2016, da se mi je sapnik vnel. To pa sploh nisem vedela, da se da, ker načeloma ni tako, da obolevam ali pa da zbolim velikokrat. Tako da mi je bilo to čist nekaj novega, ker to je pa ne čutiš, ni nobene bolečine, nič. Jaz samo zjutraj, ko sem ponovadi zjutraj, ko se zbudim, vsaj mečken sprobam, nekaj da je, in dam komando in ne pride nič. In me je zagrabila seveda popolna panika, ker sem bila prepričana, da sem si nekaj poškodovala, da sem nekaj pretrgala, potrgala in da je konc. Tako da to me kar panika zelo, ampak sem šla pol na ORL doktor Hočevarjevi in je rekla, ne, vse v redu, mi je pa pokazala sliko in je bil sapnik barve čudovitega bordojca. Tako da takrat je bilo, mislim, da edinokrat, da sem zaradi bolezni 2 nastopa sem odpovedala, čez 5 dni sem pa potem že bila na odru, ampak sem rabila konkretno pomoč strani farmacije, tako da takrat je bil tudi Medrol, pa Nolpaza in tako, ker je bila pa predstava, ki se jo ni dalo odpovedati in tako naprej, skratka, vse bi se bistveno bolj zakompliciralo, tako da sem takrat le malo stisnila, no, pa sem bila potem predtem zelo dolgo tih, se pravi nobenega govorjenja nič, pa potem tudi sem si vzela, ampak tiste pol ure, ker sem pa imela za odpetke, bila manjša vloga, hvala Bogu, sem pa naredila tisto, kar je treba narediti. No. Kako pa je s temi hitrimi domačimi recepti, surova jajca, meti, ne vem kaj, si kdaj kaj to eksperimentirala? A so to samo miti? Jaz mislim, da so miti, ne vem, nisem nikoli raziskovala in tudi slučajno ne bi probala, ker to mi pa to me kar strese. Medu ne maram toliko zelo, mogoče, da se kdaj v čaj, ampak po tistem vnetju sapnika mi mi hitro kislino nabije, tako da se ga tudi ne poslužujem. Če je res pač topla tekočina, se pravi, ali je to čaj ali pa to topla voda, sem pa včasih, se pravi leta nazaj, 10-15 let nazaj, mi je pa velikokrat pomagal in prav prišel žajbljev čaj. Principelno za grgranje, sem pa včasih ga tudi spila, ampak ne moreš velikokrat, ker ti želodec takoj pove, da to ne gre, tako da kakšno dozo veliko več pa ne, ampak se pravim, se trudim živeti na preventivni strani življenja, bolj kot pa kurativa. Pa če res hudo zaupaš strokovnjakom, absolutno, ne domači lekarni. Tako. Verjetno si pa strokovnjakom zaupala tudi zdaj v zadnjem projektu, ženske brez filtra. Seveda ne moremo mimo tega. Ja. To pa je popolnoma nova vloga. Ja, to je bilo pa čisto nekaj drugega. Kako je prišlo do tega sodelovanja? Klicali so me, to je to, Ranko me je poklical. Rekel, ti tole delamo, kaj bi bila zraven, pa to, ker jaz sem pa slučajno tudi glih v operi, kjer sem zaposlena, malo bolj prosta to sezono, ker so bile zdaj res 3 sezone konkretne. In sem imela dejansko čas in sem rekla, Ranko, če boš pomagal, če me boš usmeril, ker jaz pač želim pol to dobro narediti, ker jaz imam stand-up zelo rada in ga tudi spremljam in tako. Če me boš usmeril, pa če bomo zrihtali, jaz ti zaupam, veš, kaj delaš, normalno ima vendarle tudi neke projekte že za sabo. Tako da Ranko, Tanja in Tina nekako so nekako prišli do tega, da bi bila zraven in sem zelo, zelo vesela, da so me povabili, ker se imamo tako fajn. Že to, kar vidijo ljudje na odru, je super, ampak to za oder je, to si vi sploh ne predstavljate, to je toliko smeha. Pa imamo napeto, imamo veliko, imamo tudi tedne, ki imamo vsak dan, ampak tisti en dan mogoče, ko pa ne vidim punc, mi pa kar manjkajo, no. Tako da se imamo zelo, zelo lepo. Res taka dobra, pozitivna ekipa, tako da je prekrasno. Je v zaodrju še bolj zabavno kot na odru. Absolutno. In tudi slučajno ni za v javnost. Čeprav smo v šoke, ne lahko bi kaj Ja. Zdaj zanima me, kako je bilo pa čisto prvič, ko si stopila pred publiko. To je verjetno, ko poješ, veš, da bo nek odziv, da to obvladaš. Ja. Kako pa je, ko čakaš na reakcijo pripovedovanja? Jaz imam vedno tremo, ne. Vsakič, zaradi tega, ker čutim pač odgovornost do svojega dela, do publike, do sebe. Tako da ta prvič, ko sem šla, sem imela tako občutek, da sem pol pozabila. Zdaj sem vedela, da sem povedala vse v 5 minutah.
ker mi začne to, meni se čas kar upočasni, a ne, in pol mi je vse prepočas in pol bi jaz to še hitreje povedala, ne. Ampak Ranko je bil zelo zadovoljen, no, ampak se mi je zgodilo zelo podobno kot recimo na premierah oper, ko ponavadi čisto prve skladbe, ta prva arija, ki jo imam za odpet, se ponavadi ne spomnim. Ker padem, ker neka taka čudna, ker tako, in sem prišla dol in tako pogledam Ranko, a si povedala vse? Čist sem bila zblojena, no. Ampak je drugače. Mi je na nek način lažje, ker je tudi lik tak. Zelo mi pomaga to, da je dejansko lik, torej to ne črpam iz lastnega življenja. Moj lik je poročen, ima 2 otroka. Tako da mi je na nek način lažje, ker pripovedujem njegovo zgodbo skozi lastna usta in percepcijo in doživljanje in tako, ne, in je veliko bolj sproščeno na nek način, ne, in ko pa dobiš ta odziv ljudi, ne, to je pa tako dobro, ne. To pa res, to pa na enem čist drugem nivoju, malo vidiš, mogoče na začetku, sploh če gre za kakšen kraj ali pa publiko, ki me pozna, seveda bolj pevsko, da so na začetku malo, kaj zdaj ti? Ne? Ja. In pol začneš in padejo noter in seveda imam situacije, ki se jih več ali manj vsi ali spomnijo ali pa doživljajo s svojimi najstniki in to, ko doživiš ta smeh, ta odziv, pa to te zasvoji, no. Zadnjič je bil tukaj en stand-up komik slovenski in je rekel, da so moški bolj smešni od žensk, ko pride do komedije. Kako bi to mogoče pokomentirala? Glede na to, da si v ekipi samih žensk. Ja, ne? mogoče, da so bili in so še bolj prisotni in mogoče malo tega, res je tudi, da morda, ne vem, to zdaj govorim popolnoma na pamet, da morda določenih tem ne pričakujejo ljudje iz ženskih ust in so pol bolj šokirani za isto stvar, ki jo reče ženska ali pa moški, je na eni strani več šoka, ampak ne vem, če bi bili bolj smešni. Drugače je. Ne vem, če bi si upala dati oznako bolj ali manj. Ampak vseeno, ne, prišli so do tebe, te povabili na oder, verjetno nekje so že videli, da si smešna oziroma da znaš pripovedovati. Poznamo se privat, ne? Si taka Pa vejo, da si malo hodre. Si tudi v privat življenju. Ja. Tako razposajen. Ta lik zdaj, način izražanja, govorjenja je veliko bolj jaz, kot pa tako sicer, ker normalno, da ne morem na nekem koncertu spuščati takih, ko jih tle recimo, ne. Ampak ja, se poznamo privat, seveda, ne, in vejo, ne. Vejo. Zdaj na odru si z različnimi že uveljavljenimi imeni, ne. Kaj je bil najboljši nasvet, ki si ga dobila od teh mogoče z malo več kilometrine, preden ste šli na oder? Jaz bom rekla, da bi se zdaj konkretno spomnila kakšnega nasveta, težko rečem. Videla sem pa, da se vsi ukvarjamo z istimi stvarmi. Vsi imamo iste želje, iste težave, v narekovajih, isti pritisk, isti strah. Sem se pa recimo ogromno naučila, kar se lastnega metjeja tiče, od režiserjev. Od načina, kako delajo, od načina, kaj si želijo od tebe potegniti, kaj moraš kot lik prinesti v svojo sceno, kaj dodaš, kakšno razdejanje ali ne pustiš za sabo in tako da znotraj nekih teh delovnih procesov sem se recimo ogromno naučila, kar se igre tiče, ne. Kar se tiče pa same treme, pa se pravim, bolj ko obvladaš svoje telo, bolj ko obvladaš svoj glas, lažje ti je, ampak to ne pomeni, da je odgovornost kaj manjša. Ne, jaz razumem, kaj ljudje želijo slišati od mene in jim to tudi želim dati, ker jaz tudi v tem uživam, ne. Tako da z te strani pride pol pritisk, ne. More biti tako, da je od prvega tona, da so takoj z mano, da takoj z mano dihajo. Tako da to je pa, ne. Zdaj, ko si vpeta v to izkušnjo, te je kaj zamikalo, da bi šla mogoče v stand-up in da bi kot Nuška nastopila s svojim materialom? Verjetno imaš kar veliko stvari. Ja, to bi bilo, ampak ne vem, če bi se tega nekaj na tak način, ne vem. Prvo kot prvo, recimo, če pogledam zdaj to vlogo tukaj, ki jo imam pač kot mami, jaz svojega sina ne bi nikoli izpostavila na ta način, da bi govorila neke stvari, ki se pri nama doma dogajajo. Tako da to bi težko, kakšno drugo stvar mogoče bi si bolj upala, ampak ne vem, če bi, tukaj sem imela res, to je Ferrari, ne. Tekst sem dobila napisan, obdelali smo ga, imela sem za sabo režiserja, ki res ve, kaj dela, ki ima seveda izkušenj, še pa Jož, ne. Tako da mi je bilo zelo, zelo lahko v bistvu, ne. Ne vem, če bi se lotila. Saj to me dostikrat vprašajo, ampak dajmo si priznati, pač sem najprej pevka. In
v tem sem veliko boljša kot pa v stand-upu. Ne. Tako da prepuščam to ljudem, ki to res obvladajo. Zdaj moramo vprašati, kako Ranko kroti vse te ženske vas tam. Pa nima neke težave, mislim, ne pride na vrsto, ampak Prista beseda. tako je bil smešen, ker smo imeli prvi sestanek, on pa naš krasen producent, smo imeli sestanek in niti še nismo bile vse, ne, pa sta vmes probala ene dvakrat. Sej vemo, kako je, ko pridemo ženske na kup, ker se nekaj cajta nismo videli, prve pol ure škoda, da misliš, da boš dobil sapo ali besedo. Najprej se treba vse zmeniti in to je najbolj smešen, ko pač vsaka začne svojo zgodbo razlagati in mi se poslušamo med sebojno in to gre tako. In sta ona dva, jaz jih prav videla, parkrat sem tako spogledala. Okej, še malo počakali. No, pa smo se pač uspeli zmeniti, ampak ja, ne, Ranko je zelo miren. Seveda smo ga vsi zezali na ta račun, ne, kako boš ti, da si sploh ne predstavljaš, ne. Sej si delal z Rebeko, ne, ampak je bila ena sama, ne, zdaj pa čaki, ne, ampak ne, super, krasno, tako da ni imel nekih težav. Sem upoznala, da ima doma same ženske, no. Ja. Zdaj pa v ekipi tudi same take odločne ženske, ne, z močnimi karakterji. Ja, precej, ja. Precej smo si v bistvu na nek način podobne, vsaka v neki svoji fazi, tako da tudi z tega stališča je ogromno nekega smeha. Si kaj delite med sabo te pristne življenjske nasvete? Jo, skozi. Sploh Desa pride včasih kako tako, da malo, okej, ne, se hecam, ampak res je, mislim, fenomenalno eno, res. Ti pa boj, da poskrbiš, da niso lačni v zaodrju. Se pravim, če le gre, zdaj sem obljubila tudi kremšnite, no, tako da to se moram tenkrat lotiti, da ampak moram priti, ker ti pa rabiš malo več časa, ko za tiramisu, no. Mogoče za 100 predstavo. Ja, tako, ja. Zdaj omenila si, ne, glasba je vseeno tista prva tvoja ljubezen, ne moreva mimo, zdaj je Ema za nami, vroča tema vsako leto slovenska. Kako komentiraš, si spremljala? Nisem gledala. Ne. Kaj ti sama si sodelovala nekaj? Sem, mislim, 3 ali 4, ne vem več. Nisem niti pogledala, no, ker smo imeli predstavo in če že pridem do 1 ure časa, jo pokonzumira spanje. Nisem pogledala, spremljam, vem, da je Klemen zmagal in vse, ampak nisem še uspela, da bi pogledala za nazaj, da bi malo videla, kakšni so bili nastopi, no. Si pa sama sodelovala na vseh teh večjih slovenskih festivalih glasbenih, ne? Res je, kakšni so pa to spomini, celo zmagala si na Popevki? Na Popevki. Ja, to je bilo krasno, no, ker Popevko imam res rada, ta je zasidrana pri meni na čisto posebnem mestu, sploh ta zlata leta, jaz to skozi izvajam in mi je ogromno pomenil. Je pritisk, ne? Je pritisk, ker ne moreš popraviti. Se ti zgodi, da gre kje normalno, ker si človek, pa je trema. Pa mogoče je to, ne vem, nek inner sistem, ki ga nisi navajen, mogoče tudi kaj ne štima, to tudi ljudje včasih ne vejo, da ni vse odvisno od tebe. Tam je cela ekipa, pri kateri mora vse klapati. Se pravi, predvsem je pomembno to in-ear oziroma monitoring, se pravi ta povratna informacija, ki jo ti dobiš, da slišiš matrico ali orkester, da imaš dovolj dobro zvočno informacijo, na katero potem daš svoj glas. In zdaj, če to karkoli ne štima, lahko ti slišiš drugače, kot slišite vi preko televizijskih ekranov. In ne moreš popraviti, ker ne veš sploh, da je kaj narobe. Tako da to je včasih lahko zelo pri teh živih nastopih, kakor so fajn, pa super, pa hvala Bogu, da imamo, da se lahko ljudje pokažejo, da pokažejo, kaj delajo in tako, ampak to je gre lahko marsikaj narobe, ne. Tako da to je še en dodaten spekter nekega pritiska, ki si ga na takem festivalu ne bi želel, ampak je popolnoma normalen. Zdaj se mi zdi, da se ti je kdaj to dogodilo? Ja, se ti zgodi, da imaš enostavno, se ne moreš zmeniti, ne veš, ne dajo dobrih informacij ali pa gre nekaj narobe, pa se en gumb preveč pritisne ali kakorkoli in on ne ve, da nekaj ti mu ne moreš vmes signalizirati, ne, ker je nastop, a ne. Se ti pa zgodi, ja, da enostavno nimaš dovolj dobre informacije in potem samo upaš nekje po občutku v grlu, da si na pravem mestu vokalno, ne, ali pa če vmes dobiš od nekje od ozunaj informacijo, ne, saj je v redu. Ampak to začne po hrbtu, to je slab, to bi se pač skril bi se, zakopil bi se tam pod štender, ne, ker veš, da nekaj ni, pa ne veš, kaj je in ne moreš popraviti, ne. In z nasmehom na obrazu. Ja, nimaš kaj, greš na glavo in je pač beton, ne. Je pa izkušnja, ne, vedno so take izkušnje. Koliko takih izkušenj je bilo v življenju, ko se jih pa ne rada spominjaš, kar se nastopov tiče? Ni bilo veliko, saj se nekaj naučiš, pa potem podelaš, pa veš, da naslednjič ne bom, ampak jaz imam tukaj srečo, predvsem iz stališča, ker vedno vem tule, da nekaj ni, ker vem, kje imam skladbe pozicijsko nekje. In vedno veš, da tole pa
najbolj, kaj bomo pa zdaj, pa ne, tudi recimo, kar se tehnike tiče, tudi recimo na samem mikrofonu, ne, če je preveč, ne vem, ali neke kompresije, limiterja, pač odvisno, kdo dela in kaj dela in se ti lahko tudi zgodi, da se ti glas v bistvu malo popači, ne, ker mašinerija zagrabi in potem spremeni barvo in ti ne veš, kaj se dogaja in kje in kaj, to je. Tako da ni bilo prav veliko, mogoče na kakšnih tonskih, da smo se nekaj pregovarjali v smislu, dej mi kompresijo ven, to je nekaj, kar pač, ko rata preglasno, računalnik to stisne. Ne, vse nimam, ne mi govoriti, ker slišim, ker poznam svoj glas, a ne, se pravi, če jaz zapojem nekaj na polno, pa pride neka Miki Miške z monitorja, ne mi govoriti, da nimaš, če slišim, ne, da naredi, ne. Tako da mogoče, da je bilo parkrat, ampak ni bilo velikrat, no. Ni bilo velikrat. Je bil pa vsaj v enem primeru, ne, v šovu Znano brati ima svoj glas, pa zaželeno, da pride drugačen glas. Ja. Kakšna je bila pa to izkušnja? Jo, to je bila vrhunska izkušnja, zahtevna. Meni sicer ne iz stališča, da ne bi poznala skladb, ali pa neke skladbe sem vse poznala, ampak vedno nekako pol malo sklepaš kompromis, ne, ali boš, ker ko ti skušaš imitirati, pa seveda zdaj časa ni bilo blazno na pretek, in če nisi v tem zverziran, tako kot je na primer, ne vem, Tilen Artača, ne, ki ima to res en poseben dar za te stvari, potem vedno sklepaš malo kompromisa, zdaj ali bom intonančno približno točna, ne, ali bom šla pa pač res v imitacijo, pa bo šlo pol kaj tudi mimo, ne, tako da jaz sem malo vedno bila soočena s tem, kje bom, kaj bom, kako bom, ne, ampak krasna, to smo se tudi tako zabavali, da sem imela po mojem, skoraj vsak ponedeljek so me lica bolela od smeha, to je bilo toliko enega smejanja, taka super ekipa, no, tako da to je bila res ena boljših izkušnj. A te kakšna imitacija še posebej ostala v spominu, da si jo morala še kdaj ponoviti? Parkrat so si še zaželeli Heleno, Edith Piaf itak, ki je tudi sicer pojem, tam je bila res, tudi zelo tako so naredili vse skupaj, cel ta, ki so me postarali in cel ta sklop, kako so prišle luči, tako nekako začutiš, da si tam, čekaj, kjera mi je bila še dobra. Skanka Nancy, tam je bila tudi super. Ta je bila tudi super. Zahtevna, ampak super. Tudi koreografija je bila taka ekstra. Ja, to je pa Miha Krušič. Plazenje po tleh. Ja. Je bilo zabavno. Je bilo, ja. In tudi v bistvu ti na tisti dan, ko je oddaja, že prej vsaj 2-3 odpoješ to, ne. Tako da si pol že malo, sploh če imitiraš, pa če je tako na šus, si pol že kar malo načet. Ampak moraš, ker mora tehnika videti, kaj boš delal. In ne moreš se ti nekaj tam šparati, pa nekaj na pol, vsaj jaz tega ne znam tega, to markiranje, to jaz grem na polno, pa da se lahko vsi navadimo na to, kaj bo, ne. Tako da je bilo, ja, ampak to smo se, koliko smo se mi presmejali, res. Ker me včasih kdo kakšno tako vlogo, ki me je bila malo težja, ali pa je bilo recimo ful plesno, pa smo vedeli, da je prejšnji večer žuru, pa ga vidiš, kot trpi, ne, ker bi naraj se v lego, pa mora plesati, pa mu tolče v glavi, ne, to, joj, kako smo se mi presmejali, res, noro. Kako pa si bila tistim plesnim delom? Ni bilo problema, mislim, jaz plešem zelo rada. Mi je bilo pa težko, recimo, ko sem imela to glih pri Meghan Trainor, je bilo veliko koreografije, ki je pa taka, da v bistvu zelo tudi na preponi dela, ne, in pol gre glas, in je delal to je bilo, ti si bila tak fovš, da me je glava bolela, ampak sem pa rekla, ne bom podplesala, ker ne, bom že naredila, ne. Tako da ja, ne, jaz drugače zelo rada plešem. Ni bil pa to edini šov, ne? Zmagala si tudi z Juretom Seškom v Zvezde pojejo. Ja. In oddaj Bodi idol. Ja, res je. Bodi idol. Se je tam vse začelo? Ja, bolj konkretno ja. Druga sezona je bila to, takrat v Mariboru. Jaz sem bila takrat, mislim, da 2. letnik FDV-ja in se rekla, takrat sem nekako ugotovila ali pa si priznala, da bom težko karkoli drugega, kakor petje delala. Ker sem pač najbolj srečna na odru, pa sem rekla, grem sprobati širšo publiko, ne, ker v Radečah so me poznali, pa velikrat sem nastopala pa v Celju, tudi v srednji šoli, ker sem hodila na prvo gimnazijo v Celju, smo imeli tudi ogromno nekih prireditev in tako. Saj grem sprobati širšo publiko, pa da vidim, ali se mi sploh splača razmišljati v tej smeri ali ne. Ampak je bilo, sem zmagala, ljudje so me zelo lepo sprejeli, še zdaj mi včasih kdo reče, sem te gledal na Bodi idol, glizala sem bila v Tolminu, sem imela koncert in je bil tebe smo pa gledali, mislim, mi je ful lepo, no. Tako da od tam nekako počas, ampak vsak korak bližje. Kje v tej zgodbi pa je bil Perpetuum Jazzile, tudi velik del, ne, tvoje glasbe? Ja, v bistvu jaz sem vedno pela v zborih. Od osnovne šole dalje. Potem, ko sem šla na faks, sem se najprej vpisala na APZ Tone Tomšič,
Potem pa mislim, da leto ali dve kasneje še Perpetuum Jazzile, ki je glih takrat tudi dobro začenjal pod tem imenom, ko takrat ga je vodil še, oziroma začel ga ravno voditi Tomaž Kozlevčar. Tako da smo takrat začeli, meni je bil ta zbor všeč predvsem iz stališča repertoarja, tako da sem nekaj časa bila pri obeh zborih. Pol sem čez nekaj časa APZ pustila, no potem čez nekaj časa pa še Perpetuum, ker enostavno se mi je zdelo, da se je prevečkrat dogajalo, da so ljudje dojemali kot niso me dojemali več samo kot solistko pri zboru, ampak tudi kot neko samostojno in pol včasih niso vedela, zdaj nastopaš ti pač kot nuška ali si del Perpetuuma in se mi je zdelo, da to ni dobro ne zame, ne za zbor. Ker zbor je zbor. Tam si del, tudi če imaš solo, moraš imeti še vedno obe ušesi zadaj naslonjeni na ekipo. Ni tam prostor, da boš ti zdaj po svoje neki. Ne moreš, ker si del ekipe in skrbiš za neko skupnost. Jaz sem vedno na to tako gledala, no. Skrbiš za neko skupno barvo, za nek skupen izdelek, ne. Niso oni moji spremljevalci, mi smo ekipa. Ne? Tako da pol, ker sem imela tudi jaz čedalje več samostojnih nastopov, se mi je zdelo pač, da enostavno tudi časovno nisem več zmogla in smo pač, sem nehala petno. Je pa verjetno zelo dobro odskočna deska. Perpetuum Jazzile je kar nekaj dobrih pevcev, ne? Iz tam izhaja. Ja. Nisem sicer, mislim, jaz sem že prej delala, jaz sem prinesla sebe pač v zbor, tudi svojo tehniko, ker sem jo takrat tudi dobro začela delati pri Matjažu Robausu, sem nekako skušala pač tudi to znanje malo predajati naprej, no, tako da sem vedno se bolj zanašala nase, kot pa, ker sem pri vseh zborih vedno imela neke sole, tako da ni bilo to nič. Je bil pa seveda bolj izpostavljen, to pa zagotovo, ker so ga ljudje zelo sprejeli. Zase, za veliko ste naredili za zborovsko glasbo, ne? Ja. Zdaj pa opera, ne? To je pa posebno poglavje v tvojem življenju. Ja. Če bi morala zbirati to komercialno glasbo ali opero, bi se lahko odločila? Ne, rabim oboje. Dokler lahko oboje izvajam tako, kot je treba, in dokler v obojmu tako uživam, ne vidim razloga. Tle sem bolj tako, Angleži rečejo, we'll cross that bridge when we get to it. Se pravi, bomo šli čez most, ko pridemo do njega, ne. Zaenkrat uživam. Zelo me bogati to prelivanje žanrov, prelivanje tehnik, kar dobim iz opernega odra, prelijem tudi na neoperne odre in obratno. Od sproščenosti razmišljanja, načina podajanja, to je res, to se medsebojno plemeniti in bogati. Tako da mi je to in prav paše mi, recimo, če imam zelo veliko stvari v operi, mi pol paše imeti kak koncert, ki ni operen. Jaz se ponovadi hecam pa rečem, da dam glasilke malo v galop, da ni toliko kontrole, da gre malo kakšna Tina Turner ali pa kaj takega. Je pa vseeno opera ima nek ta prizvok za malo višje sloje, opera je, takrat se lepo oblečemo, gremo v opero, to so dolge, skoncentrirati moraš biti na program. A kako je danes, kdo obiskuje opero? So ljudje že kaj izgubili strah, da moraš biti velik poznavalec glasbe? Ja, jaz mislim, da ja. Ker to so zgodbe vsakdanjega življenja, ki so pač oplemenitene z glasbo in z gibom in z orkestrom, a ne? In to so čudovite stvari, ta glasba te odpelje, to je prekrasno, ne? In sploh ni, fajn si je prebrati, tudi jaz si preberem, če grem kakšno predstavo gledati, če slučajno že ne poznam. Absolutno si preberem, o čem gre, zaradi tega, da ni treba vedno gledati nadnapisov, da malo tudi razumeš sicer zgodbo in da razumeš glavne like, kje so, kaj so, ampak to je dosegljivo popolnoma vsakemu, tako da to ni. In tudi ni zdaj več, ni treba v fraku. Ravno ne v pajkicah, ne. Ja, ampak frak pa tudi ne. Tako, neka normalna urejenost. Odigrala si veliko takih markantnih likov, kateri te je mogoče najbolj zaznamoval ali pa da si veliko premišljevala o njem, da si ga nosila domov, mogoče celo sanjala o njemu? Da bi nosila domov, to poskušam, ne. So pa kakšne, ki te bolj izčrpajo ali pa ki se ti malo dlje vlečejo. Recimo ena, o kateri sem sanjala, odkar sem začela delati vokalno tehniko, je bila seveda Carmen, ne. Ta je tudi že zaradi samih teh arij, ki so mi tako nekako, in tudi ona kot lik mi je blazno všeč. Jaz pri vsakem liku nekako najdem en stavek ali pa eno pasažo, za katero se mi zdi, da jo najbolj definira. In pri njej je to v zadnjem dejanju, ko jo Don José pač prosi, bodva skupaj, bodi moja, ker ona ga je že pustila, ker se pač zaljublja v Escamilla, ki mu reče libre elle née et libre elle mourra. Torej, svobodna se je rodila in svobodna bo umrla. Ne?
To se mi zdi, da njo zelo dobro opiše, ker ne sklepa kompromisov. Ne? Tako da ona je ena tistih, ki mi jo je vedno tako ljubo pet. Ona ima en tak poseben ogenj v sebi. Čist izven časa, v katerem je bila pisana, izven časa, v katerem bi ženska si sploh lahko privoščila tak način razmišljanja. Ne? Sicer me je pa zelo, bom rekla, pretresla, pa ne mislim negativno, ampak čustveno je zelo veliko vzela, je bila pa Devica Orleanska. Ker je zahtevala en poseben v režiji, v kakršni je bila, je zahtevala eno posebno versko blaznost, zaverovanost v prav, v verjeti v to, kar je ona videla, v te vizije, in to je nekaj, kar je mentuje. Tako da takrat sem si pogledala, mislim, da na Netflixu to Mesija ali nekaj, ne vsega, ampak sam ta začetek, ko kaže, kako on, ko je njega kar precej, kako pokaže, kako on to verjame. Ne, ker ona je prepričana, da njej se je pač, je imela ta videnja in ona v to verjame in ona ima prav. In ona kralju reče, jaz sem ta pa ta, ti boš prišel tja in ona v to je to. Za njo je to ravno tako realno kot tale miza. In to poskušati v režiji, ki je bila malo bolj statična, torej to ni glasba, kjer bi ti to ni zdaj nek ples pa nekaj. Se pravi, moraš zelo veliko notranjega sveta dati ven na obraz in to na način, da ga tudi publika začuti v zadnji vrsti, ker si ti več ali manj primeru. Zahteva zelo velike energije, notranje in te res izčrpano. Carmen bi recimo lahko pela vsak drugi dan po mojem. Device Orleanske ne bi mogla. Rabim me na 2 dneva, da pridem k sebi, da se spočijem, da mi ta napetost iz telesa pade, ker recimo celo 4. dejanje praktično skoraj je postavljanje grmade, ne? Ko grem potem sama gor in me potem zažgejo in tako, ne? In to je tudi način, kako je on si to zamislil, ker je zbor postavil v auditorij in zbor poje dol name, jaz sem popolnoma sama na odru, ne? Razen kraljica, ki mi pa, ampak skratka sama, in cel zbor poje dol, glejte jo, čarovnico, ne? In je efekt tak, kot da bi te celotna publika obsodila. In to moraš malo si pustiti, da pride vate, ker je to reakcija na to, kar se dogaja, ampak če bi se pa čisto odprl, bi te pa podrl, ne? Ker padeš noter, ne? Tako da ta je bila emotivno zelo, zelo zahtevna. Podobno kot Bellinjevi Capulet in Montegi, kjer je pa pač Romeo in Julija, ko ona umre in cela ta zlom te ljubezni, zlom osebnosti, ki vidi svojo ljubezen umret, to tudi zahteva. Moraš kar, se mi zdi, da še vedno malo iščem tega balansa, koliko pustiti, da pride vame, pa koliko ne pustiti. Ker ne moreš, ne moreš domov nositi, pol si cel malo zblojen. Ja, moram priznati, da razlagaš tako doživeto, da človeka kar prime. Moraš priti v opero. Ja, ne, res je to, pa sploh recimo Devica Orleanska, to je Čajkovski. To je tako fenomenalno napisan, da to, veš, ko ta glasba, ko to pride, ta val, brez sape ostaneš, ne. Sploh molitev v prvem dejanju, kot cel zbor, zdaj se ježinke se spomnim, kad cel zbor stoji po odru in v nekem momentu začnejo vsi samo vstajati in glasba tako gradi in ti si tam in pol imaš še ti linijo, ki je čez. Torej, kar se mene tiče, lahko tam opere konc, jaz grem lahko dol, ker to je nekaj tako lepega, to mene včasih res včasih si zamišljam, koliko bi bila za kakšno uro sam v možganih, sam zraven, ko so te ljudje to ustvarjali, da jaz vidim, kako njim to kako je on to slišal, kako je on vedel, da mora točno to linijo dati v rogove. Zakaj glih tja, zakaj glih ta barva, to je meni tako fascinantno, to je res, to bi skozi jedel, to bi skozi poslušal, res je, pač ene skladbe ali pa eni določeni postopi, eni prijemi se mene tako dotaknejo, da jaz moram zelo se skontrolirati, da ne grem čist drugamno. Ampak to je, mislim, veš, kakšna sreča je to, da lahko to delam. Res si našla pravi poklic zase. Absolutno.
Kaj pa, ko Absolutno. greš si ogledati opero, ne vem kam v tujini? Ja. Se znaš prepustiti ali tako Ja. tehnično gledaš? Znam se prepustiti. Imaš slabše, boljše izvedbe. Zdaj sem jih pred kratkim gledala Tosko v Berlinu. Torej, ko je začel orkester igrati, začele solze teči. Pač to tako igrajo. In tudi način, kako pride Scarpia, ki je negativc, baritonist, kako je njegov prihod najavljen. Veš, ko začnejo pihala trobila. Kar grozati, tako. In ko je bilo konc, jaz sem na takole, in ko je bilo konc prvega dejanja, ko so odigrali, sem sam tako, veš, tako, in gledaš okrog, kaj ste videli, ko ne veš, ko bi kar si slišal, no, mislim, no, ale, čisto sem odpadla, res, ker to tako igrajo, to je bilo, pač, ker te zadane ta val, pa vse, pa padeš, meni tam začne film vrteti, pač, a veš, in jaz, to si kar pijan, a veš, to si kar jaz kar po lufti hodila. A veš, in to so stvari, ki ti pol, tudi take predstave, ala Devica, ali pa to, ko sem šla gledati, jaz sem pol 2 tedna čisto zadeta. Mislim, v najbolj pozitivnem smislu, ker sem kar tako, a vi sploh veste, kaj sem jaz doživela, nimate pojma, veš, hodim po cesti in je tako. A veš, res, to si tako, a veš, pa si zmatran, veš, ko si včasih zmatran. Veš, kako, ker zaključiš predstavo, pa itak se ti pol še cela rola po noč, pa ne moreš zaspati. In pol moraš, pač, če imam jaz vajo ob 10, jaz moram najkasneje ob 7:30 vstati, zato da se telo zbudi. In se zbudiš in imaš občutek, kako da vlečeš 600 kil za sabo, ker ne moreš, ker je tako klik na kavo, a veš, to je prva stvar, sam ne. Ampak pol, ker to, ko začneš spet, pa začneš razmišljati, pa to je, a veš, jaz grem nekaj ustvariti. Glej. Veš, kaj mislim, da si najboljši ambasador za opero, da bo klipe naredil, pa bo cel internet pa. Mislim, da boste imeli vse dvorane, verjetno nimate težav, ne, razprodane. Ja, mislim, res privoščim ljudem, da grejo. Sej ne bo za vsazga, ker tudi vsi žanri niso vsem všeč. Ne? Meni grunge ni nikoli sedel. Pač, ker ne, in tudi, ampak pejte vsaj probat. Pejte ker imaš komedije, imaš lahkotnejše, imaš klasicizem, imaš romantiko, sam pejte poslušati. Jaz recimo, zdaj sem se spomnila, pela sem Mahlerjevo simfonijo, Stajensko, in v Cankarjevem domu in so nas dali sedeti v orkester. 5. stavek, to si posluši, to res, 5. stavek je pač, jaz sem sedela, takole so bile harfe zraven mene, tle so bila pihala, trubila. Jaz sem bila takole, jaz sem imela občutek, da mi bo kožo snel. Tako sem se naježila, da me je bolj, veš, vmes sem se zagrabila za roko, in sem imela modrico, sem si naredila, ker to tako jaz sem bila, ko te zalije zvok, ko so bili odzadaj timpani, ko je to začel graditi, pa še zbor. Hvala Bogu, da ne vem zapet, ker ne bi spravila enega tome sebe. Res, jaz sem bila čist fertik, res, in to ti ostane, to ti vibrira noter, vse strune, to ti dvigne zavedanje, empatijo, to je nekaj, v čemer res pač vidim glavno poslanstvo, da se ti nekoga čustveno dotakneš na način, da je pol mogoče 2 dni bolj prijazen do ljudi okrog sebe, da se večkrat nasmehne, da se spomne na nekaj lepega, kar je doživel, ali pa da mogoče nekaj predela. Ne? In na ta način ti človeku nekaj daš in si vplival na njegov mikrosvet in več kot takih mikro množic slej, ko prej pride do prelivanja, slej, ko prej smo pol v silah dobre vole. Veš, to se mi zdi, da je nekaj, mislim, da če to mi rata ljudem dati, pa to je to, ne. Zdaj bi lahko zaključili ta pogovor, ampak ne, preden ga zaključimo, počasi prihajava do konca. Jaz vsakemu gostu pripravim 3 take časopisne naslove, ki so del in plod moje domišljije, ni nič res izmišljeno, pa potem z gostom pokomentiramo, če bomo to kdaj lahko brali. Ne. Prvo je takšen, Nuška Drašček se seli v tujino, ponudba je bila mamljiva. Da bi za kakšno drugo opero, da bi odšla v tujino, bi te premamilo to? Bi te zanimalo? Bi me. Kakšna prav posebna? Vse ta velika, ne? Bi me. Je pa res, da bi bilo odvisno tudi kdaj. Sem tudi mama. Glih toliko velika, kakor je ta knjiga, je tudi to. A ne? Tako da čist na glavo ne bi mogla, bi me pa to absolutno zanimalo.
doživeti enkrat en tak oder, ki ga spremljam sam na YouTubu. Podpišem. Komaj čakamo, da bomo to brali. Potem drugi naslov, menjava poklica. Nuška Drašček se je podala v diplomacijo. Prej nismo dokončali, študirala si mednarodne odnose, ker si želela biti diplomatka oziroma delati v diplomaciji. Ja, res je. Si še kdaj pomislila na to, kaj bi bilo, če bi bilo? Ja, sem. Mi je to čist zanimivo, to je tudi zelo dinamičen poklic. Mislim pa... Zdi se mi, da bi imela težave prvo s podnapisi, ker imam obraz, ki ne skriva. Tukaj pa moraš znati malo biti poker face, tle bi meni vse padlo po mojem. Ne vem, nisem preveč energije zahteva to od mene, da nekaj skrijem, ne morem. Jaz ljudi niti na foru ne morem vršiti, ker se smejim že 3 ure preden začnem govoriti. Tako da ne, nimam. Tudi če mi nekaj ni všeč, meni se to vse vidi. Meni se to res vse vidi. Tako da bi to, po mojem, da bi se mogla to res zelo, zelo priučiti. Ne vem pa, če sem pripravljena žrtvovati to velik del svoje osebnosti za to. No. Bi me pa zanimali stališče dinamičnosti poklica pa zelo, ker se mi zdi, da to tudi skozi neki kapaciteto kuriš, ne. Tako da to bi mi bilo tudi, ja. Ampak ne vem, če bi tako kurjo pol doživljala. Ne, to pa skoraj ziher, da ne. Tako da ta naslov je po mojem bolj ifikoven. Kaj pa ta tretji? Zaljubljena slovenska pevka žari od sreče. Zdaj, od zasebnega življenja, ki dosti ne razkrivaš. Ja. Si srečna v življenju, si tam, kjer si želela biti? 80%. Vedno je prostor za izboljšanje. Vedno je prostor, ja, ampak tega naslova bom pa tudi jaz vesela. No, tudi mi ga bomo izredno veseli. Nuška, najlepša hvala, da si vzela čas, da si nas navdušila za opero. Ja, res. Sigurno koga? Pridite, res. Pridite pa se puste zapeljati. Bomo. Najlepša hvala, vse dobro ti želim. Enako, hvala. To je bil Šokej, hvala, da ste bili z nami.